V mestu je nov George Floyd, vendar je tokrat njegovo ime Henry in je bel, ne črn. Star je bil 18 let, ko je bil zaboden do smrti. Toda prav policijska brutalnost je povzročila, da je bil ta mlad, nedolžen fant umorjen, ker so se bali, da bi izpadli rasistični. Ta zgodba je nora in verjetno še niste slišali za Henryja Novaka, vendar morate slišati zanj, ker je njegova krivica za vse nas. In razčlenili bomo vse podrobnosti. Dobrodošli v oddaji Pushback, sem Meira K., vaša voditeljica. Ne pozabite se naročiti, všečkajte ta video, delite ga s prijatelji, ker se upiramo. In ta zgodba je zgodba, ki bi jo moral poznati prav vsak. Dobesedno vsak. Torej, najprej podrobnosti o tem, kaj se je dejansko zgodilo. Zanimivo se mi zdi, da ko iščete samo Henryja Novaka, je ena prvih stvari, ki se pojavi. Zakaj tako malo ljudi govori o Henryju Novaku? In najbolj priljubljen komentar je, da ima Združeno kraljestvo zelo stroga pravila o tem, kaj se lahko in česa se ne sme poročati med tekočim sodnim postopkom. Na splošno ima Združeno kraljestvo zelo stroga pravila glede stvari, ki se govorijo na družbenih omrežjih, še posebej glede stvari, ki bi lahko zvenele rasistično. Torej, poglejmo podrobnosti o tem, kaj se je tukaj dejansko zgodilo. Moški, obtožen umora sikhsko rezilo, zanika uboj. Torej, Henry je tisto noč v bistvu hodil. Prihajal je z enega od teh večerov in zabodel ga je Sikh z imenom Vikram Digva, ki mu zdaj sodijo zaradi umora tega poljskega študenta. Umrl je zaradi izgube krvi, potem ko ga je domnevno zabodel ta Sikh. Priznano je bilo, da je Novak, ki je bil že oslabljen zaradi vbodnih ran, poskušal poiskati pomoč, ko je prispela policija. Dokazi kažejo, da je policija po prihodu zaslišala obe strani in izvedela, da je Novak začel pijan pretep ter rasno žalil Digwov. Takoj so ga ukrenili. Šele nato so ugotovili njegovo stanje. Ko se je zgrudil, so mu odstranili lisice in nudili prvo pomoč. Vendar je bilo prepozno. Umrl je v njihovih rokah. Kaj se je pravzaprav zgodilo? Tako. Ta mlad fant je hodil, tam je bil Sikh, ki ga je opazil. Za tiste, ki ne vedo, je sikizem ena izmed najbolj neverjetnih in miroljubnih religij, kar sem jih kdajkoli spoznala. Toda ker so bili preganjani toliko let, hodijo naokoli s temi majhnimi noži kot verskim simbolom. In dolga leta so se ljudje spraševali, kako je to sprejemljivo in v redu. Da to je verski simbol, ki pomeni, da se lahko postaviš zase in se braniš, vendar je to tudi majhen meč. In ljudem ne bi smelo biti dovoljeno, da preprosto hodijo po ulici z mečem. Kakorkoli, ta moški se je odločil uporabiti svoj mali meč in je zabodel Henryja Novaka. Ampak potem se je zgodilo naslednje. Prišla je policija. Henry je ležal na tleh in utrpel hude rane. In tisti Sikh, dejanski moški, ki ga je poskušal ubiti, je začel govoriti, da se je vedel rasistično, bla 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 bla. In ko je policija poskušala ugotoviti, kaj se dogaja, so Henryja uklenili. In potem je v bistvu umrl. Ker so takoj domnevali, da gre za rasistični napad Henryja na tistega Sikha in ne obratno. Kljub temu, da zadnje čase vidimo vedno več in več dokazov, vedno več in več in več in več in več dokazov, ves čas so napadi na bele ljudi danes popolnoma običajni. Prav. In o tem bomo govorili. Vidite, ker obstaja še en zanimiv dejavnik v tej celotni zgodbi. In sicer, da morajo policisti v Združenem kraljestvu nositi telesno kamero. Toda posnetek s telesne kamere tega dogodka ni bil objavljen za javnost. In ljudje povsod pravijo, samo dajte nam posnetek, samo pokažite nam, kaj se je zgodilo. Če se ni zgodilo nič narobe, bi morali lahko pokazati posnetek. Pa vendar policija to zavrača. Preden nadaljujemo zgodbo, pa prisluhnimo kratkemu sporočilu naših sponzorjev. Verjetno ste že videli naslove o izbruhu hantavirusa na križarki, kar nas spomni, da nas je pandemija naučila nekaj pomembnega. Ko se pojavi nov virus, se zdravstveni sistem hitro preobremeni in najbolje je, da nismo odvisni od njega. In zato priporočam, da imate komplet za nujne primere ob izbruhu nalezljivih bolezni podjetja Wellness že doma, preden ga sploh potrebujete. Naročite ga zdaj prek spleta, saj vsebuje zdravila na recept, ki jih predpiše zdravnik, in celo nebulizator za dihalne simptome, za katere upam, da jih nikoli ne boste imeli. Namesto, da bi se ob naslednjem izbruhu panično odzivali, boste imeli že pri roki ključna zdravila in pripomočke za dihala, ki jih boste lahko takoj uporabili. Pojdite na spletno stran tvvs.health //, in uporabite kodo MEIRA, da prihranite do $33 ter prejmete brezplačno dostavo. Kompleti so na voljo samo prebivalcem ZDA. Ostanimo zdravi. In vrnimo se k zgodbi, ker je zgodba res srce parajoča. Kot smo že povedali, je bil Henry Novak 5-krat zaboden in je umrl pri 18 letih. Policija je prišla, žrtvi nadela lisice in rekla: zakaj je osumljenec trdil, da je bil žrtev rasne zlorabe, ter zanikal, da je imel nož?
Posnetek s telesne kamere je obremenjujoč. Pravica za Henryja, a iz nekega razloga tega posnetka nočejo pokazati. V redu, poglejmo si njegov zadnji posnetek. To je on, ko se vrača nazaj. Zakaj je to pomembno? Ker ta tip očitno ni pod vplivom alkohola. Ne deluje razburjeno, ne deluje jezen, pravzaprav deluje zelo urejeno. Deluje povsem normalno. Videti je v redu, kot da mu je mar za svoj videz. Ne izgleda. Sploh, kot da bi bilo z njim kaj resno narobe. Preberimo naslove. Študent iz Essexa ujet na varnostni kameri. Henry Nowak iz Chafford Hundred se je vračal z večernega izhoda v Southamptonu, nekje v Angliji. Je Poljak. Ko je bil zaboden z 21-centimetrskim nožem, je sodišče slišalo, da so na Henryjevem telefonu našli posnetek napada. Tožilec je povedal, da je Vikram Digva, star 23 let, na sojenju zaradi obtožbe umora. Njegova mati, Kiran Kaur, je obtožena pomoči storilcu kaznivega dejanja. Guan Kaur je zanikala obtožbe in sojenje se nadaljuje. Torej, Henry je dejansko snemal samega sebe med celotnim dogodkom, kar je zanimivo, ker vemo, da obstaja posnetek. Zakaj nam ga torej ne pokažejo? Žalostno je, da izgledajo tako normalno. On izgleda kot povsem navaden moški. Navaden mlad fant, ki ni umrl samo zaradi napada z nožem, ampak tudi zato, ker se je policija odločila poslušati moškega, ki je izgledal kot Sikh. In niso v resnici poslušali, kaj je govoril Henry, 18-letnik, ki je bil zaboden, ki jih je prosil in jim govoril: "Fantje, potrebujem pomoč." In niso mu pomagali in je umrl. In to ni dobro. Problem. Kot ste verjetno že sami ugotovili. Študent je bil med nočnim izhodom večkrat zaboden z 21 cm dolgim nožem. Zakaj vam kažem ta vladni posnetek? No, ker je to pomemben del vsega, kar se dogaja. Poglejmo, kako se je na to zgodbo odzval Keir Starmer. Leži v mlaki lastne krvi, dobesedno se utaplja v svoji krvi. Policija pride na kraj dogodka. Namesto da bi naredili vse, kar lahko, da bi Save his life, they handcuff and arrest the lad because there's an accusation of racial abuse. Kar je samo po sebi ogabno, ker tudi če bi šlo za rasistični napad, tudi če bi bil Henry popolnoma kriv v tej zgodbi, če moški krvavi na tleh, ga ne uklenete, ampak mu nudite zdravniško pomoč. Preprosto, enostavno, to je osnovna zdrava pamet, bi si mislili. To je škandal. Ali bo notranja ministrica prišla v parlament in povedala, kaj počne, da bi raziskala, kako je policija vodila ta primer? In ali lahko imamo razpravo o dvotirnem policijskem sistemu, ki tako zelo spodkopava spoštovanje do policije in pravne države v tej državi? Če ste že slišali za dvotirnega Kira, tako kličejo Keira Starmerja, ker ima dva nivoja, dva načina ravnanja z ljudmi. Obstajajo vsi ostali in potem so tu še belci. In belci so vedno obravnavani slabše kot vsi ostali, ker gre za dvotirni sistem. In to je iskreno ogabno. Tukaj je Elon Musk ponovno objavil to. Če želite resnico, ne objava posnetkov policijskih telesnih kamer, je priznanje krivde. Britanska policija ne objavlja posnetkov z policijskih telesnih kamer v primeru Henryja Knoxa. To vam pove nekaj zelo, zelo preprostega. Prav. To vam pove, da je policija naredila nekaj narobe. Ampak policija še naprej dela napake, ker je vlada psihotična in ne ravna pravilno. Še vedno mi ni jasno, kako je to mogoče. Keir Starmer je pokleknil za Georgea Floyda. Tukaj je njegova slika. V parlamentu je govoril o seriji Adolescence, izmišljeni seriji na Netflixu. Za tiste, ki še niste videli Adolescence, je to verjetno ena najboljših televizijskih serij, kar jih je bilo kdajkoli ustvarjenih. Toda ko Henry Nowak, in gre pravzaprav za umor, ko Henry Nowak, mlad bel fant, umre zaradi zaboda strani Sikha in ga policija ukleni, medtem ko umira. Keir Starmer ne reče popolnoma nič. Ta človek je moralno odvraten. Popolnoma ga preziram. Spet ne bodo nikoli ničesar rekli, če to ni v skladu z njihovimi agendami. In njihove agende so, da širijo idejo, da je multikulturalizem najboljši. Zdaj, po mojem mnenju, ta človek na noben način ne predstavlja Sikhov, ki jih poznam in jih imam zelo rada.
In naj samo omenim, to je bilo pismo od Sihov, prav? In o tem bomo govorili, ker je razlika med tem in islamisti precej velika. Izjava sihovske skupnosti glede medijskega poročanja o sojenju v zvezi s tragično smrtjo Henryja Novaka. V imenu sihovskih organizacij in skupnosti po vsej državi izrekamo naše najgloblje sožalje ob tragični izgubi življenja. Naše misli in molitve pa ostajajo z družino Novak in njihovimi bližnjimi v tem izjemno težkem času. Dogodek, kot je bil poročan, ni v skladu s sihovsko vero, sihovsko skupnostjo ali načeli, za katera se zavzema. Sihovska učenja temeljijo na sočutju, pravičnosti, ponižnosti, odgovornosti in služenju človeštvu. Sihovska skupnost ostaja miroljubna, dobro vključena in globoko cenjen del britanske družbe. Spoštljivo pozivamo vse, naj sledijo sodnemu postopku, da bo ta potekal pošteno in nepristransko, ter naj se vzdržijo splošnih domnev ali sodb o sihovski veri ali praksah sihovske religije na podlagi posameznega primera. Ostanimo združeni, zvesti našim temeljnim vrednotam in še naprej zavračajmo kakršnokoli obliko razdvajajoče negativnosti, namerne ali nenamerne. Skupaj bomo močnejši. Zakaj je to tako lepa izjava? Povedala vam bom zakaj. In mislim, da je to nekaj, kar je vredno opaziti. Ali opazite, da pri drugih rasističnih napadih, kot so primeri tako imenovanih tolp za spolno izkoriščanje, skupnosti islamistov ne podajo izjave in se ne opravičujejo za to? Tukaj je bilo zelo hitro pojasnjeno. To ni način, kako ravnamo. To ni nekaj, kar spoštujemo. To ni nekaj, s čimer bi se v kakršnikoli obliki ali na kakršenkoli način strinjali. To ni naš način ravnanja. In mislim, da bi veliko ljudi to radi slišali tudi od islamističnega terorizma. Toda tukaj, v tem primeru, namesto da bi ljudje prišli ven in kričali, da sovražijo sikhske skupnosti, samo pravijo, da je bil Henry slabo obravnavan s strani policije. S tem bi se morali ukvarjati. Opazite, da zaradi tega ni nastalo množično protisihovsko gibanje. Razlog je v tem, da ljudje razumejo, da to teroristično dejanje nima nobene zveze s Sikhi. Ta moški je bil preprosto problematičen človek. In če bi bilo tako tudi pri islamistih, bi se ljudje počutili enako. Pravijo si, da gre za osamljen incident, ki v resnici ne odraža celotnega islamističnega gibanja. Ampak poglejte, kako hitro je sikovsko gibanje stopilo naprej in povedalo, da to ni bilo v redu. In poglejte, kako hitro islamistično gibanje tega ni storilo. In to je razlika, ker ljudje razumejo, da je to v redu. Lahko sobivamo z ljudmi drugih veroizpovedi. V naših družbah lahko imamo različne vrste ljudi. To je v redu, to je čudovito. Angleži temu niso sami po sebi nasprotni. Razlika je, ko ti ljudje postanejo aktivni teroristi in podpirajo to miselnost. Tu je treba zelo jasno ločiti. In zdaj ljudje, ki spremljajo zgodbo, niso besni na skupnost Sihov, čeprav se sprašujejo, zakaj jim je dovoljeno hoditi naokoli z noži. Besni so na policijo, ker je bilo vedenje policije tukaj popolnoma ogabno. Poglejmo. Torej, Keir Starmer ima vzdevek dva kirja, z zelo dobrim razlogom. Hinavščina je spet na ogled. Če pogledamo, kako je reagiral na Henryja Novaka in kako je reagiral na Georgea Floyda, so dvojna merila zelo očitna za vse. Ker pri Henryju Novaku še njegovega imena ni izrekel. Če pa pogledamo, kako je reagiral na Georgea Floyda, lahko vidimo, da ima zelo različna merila. Can I start by expressing shock and anger at the death of George Floyd? Zakaj je z veseljem govoril o Georgeu Floydu? Ker je bila to zgodba iz tujine, ki mu je prinesla točke pri temnopoltih v Angliji. Henry Novak pa samo razkriva popolno katastrofo, s katero se njegova država sooča zaradi njega. In zato se na to ne bo odzval. To je tudi zanimivo, ker mediji to zgodbo prikrivajo. V resnici je skoraj nikjer ni. Tudi ko to poiščete, bi morala biti to zgodba številka 1, ko policisti pustijo, da 18-letnik umre. Poglejmo si ta video. Živjo, rada bi ti zastavila dve vprašanji. Ali prepoznaš tega fanta? To je George Floyd. Ja, prav imaš. In poznaš njegovo zgodbo? Ubila ga je policistka v Ameriki in potem se je začelo vse ogorčenje. Ljudje so povzročali izgrede, ropali, bili na ulicah na tisoče ljudi. Ja. In zdaj poznaš tega fanta? Ne vem, kdo je to. Kdo je to? Tako, to je Henry Novak, ki ga je pravkar brutalno ubil Indijec. In policist ga je obtožil rasizma in mislil, da je bil agresiven, a karkoli že, in umrl je pod njegovim nadzorom v policijskem pridržanju, namesto da bi bil zaščiten. Tega nisem vedel, to je grozno. To je resnično grozna zgodba in ne dobi nobene medijske pozornosti. Seveda ne dobi nobene medijske pozornosti, ker se ne ujema s tem, kar želijo mediji predstaviti. To pa je, da so resnično belci tisti, ki so problem. In žal za njih to ni res.
Zdaj veste, kdo je Henry, zato pojdite ven, ga počastite in se ga spomnite. Še pomembneje pa je, da nekaj storite glede tega. Zahtevajte, da ljudje vedo za to zgodbo in zahtevajte od svoje policije, da dejansko skrbi za vse državljane, ki živijo na njihovem območju, ne pa samo za tiste, ki jim lahko prinesejo kakšno točko za to, da niso rasisti. Hvala za vašo pozornost glede te zadeve.